Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in so s tem tudi uspešni. Tokrat se z gostom vračamo spet malo behind the scenes, torej iz odrov in izpred kamer, v bistvu nekako ni glih za, ampak je nekje vedno v množici skrit. In sicer mojster luči je z mano, Črt Birsa, pozdravljen. Živijo, čau. Črt, ti si res, skoraj bi lahko rekla, veliki v Sloveniji, pa tudi v tujini. No, v bistvu delaš z glasbeniki, kot sta tu Čelos, Dubioza kolektiv, ne vem, Kreslin, pa tudi za Evo, v bistvu si odgovoren za luči. Povej mi, kako je prišlo do tega, da z vsemi temi velikimi imeni delaš? Ja, v bistvu se je vse začelo pred kakimi 15 leti kot en hobi. Jaz sem bil študent in sem začel delati v firmi Dega Sistemi, da zaslužim malo za sproti, za študentski life. In pol mi je to postalo všeč in sem začel delati z nekaterimi bendi slovenskimi, ki niso imeli lučkarja, recimo Tabu in Alja, in Make-up 2 in Najosajon. In pol mi je to delo postalo všeč. Pač itak bil sem študent in hodil sem zastonj na koncerte in še nekaj sem se naučil, pa dobil sem ful kontaktov, ki so bili dobri za moj band, ki sem ga imel. In to je šlo z roko v roki in nekako mi je to postalo všeč, računi so se plačevali in v tem sem ostal. V bistvu je ful dobra računica, ne? Že takoj delam nekaj, kar me veseli, pa še račune plačujem, kar je danes ful redko, v bistvu, da lahko Ja, se to. Tako da v bistvu je to iz hobija postalo zelo resno delo in pač v bistvu, ne vem, z ljubeznijo do tega dela sem nekako zrasel in šel naprej in imel tudi dostikrat srečo, da sem dobil kakšne dobre stranke, kot so tu Čelos, recimo, ne. Ja, ampak ravno to, ne, v bistvu najbrž jih ne srečaš kar tak na cesti, nekako si mogel, tako si rekel, sem pridobival kontakte. Ampak me vseeno zanima, kako so bili ti prvi začetki, veš, kako si dobil prvo stranko, prvega muzičarja, da si delal za njih, kak je bil ta moment pri tebi? To je bilo tako, recimo, mi smo bili, kako se je začelo, ne vem, mislim, da sem začel delati za band, da nisem delal za rental, ne. Je v bistvu izgledalo tako, da smo bili, ne vem, na morju in smo bili na plaži in je bila Eva Breznikar, frendica od mojega frenda in so imeli Make-up 2 koncert na obali v Izoli, ne vem, v Simonovem zalivu in sem rekel, imate lučkarja? Je rekla, nimamo, ok, pa bom pa jaz danes, ne. Tako da v bistvu na tak način se je začelo in pol v bistvu sem enkrat srečal menedžerja od Tabu in sem rekel, imate lučkarja? Nimamo in sem rekel, ok, kaj pa če bi se zmenili, meni se pa zdi, da vi rabite lučkarja, ne. Tako da v bistvu na nek tak način sem šel ampak nisem jaz nikomur to vsiljeval. To je bilo, srečaš ljudi v industriji, ki itak sem se tudi sam z bandom gibal okoli in sem videl, da ne vem, kateri bendi imajo, kateri nimajo. In sem pač se dogovoril, da zakaj pa ne bi probali imeti lučkarja, da vidijo, kako bi pa njihov koncert izgledal pol, ne. Izkoristil si v bistvu ta pravi moment, ne, sproščeni, ne, kar pa pomeni, da v bistvu v glavi nisi bil zares obremenjen s tem, jaz moram to delati, jaz moram dobiti posel. Ne, to je bilo... Hočejo v bistvu uspeti, pa mislijo, da morajo za to vse posod se pojaviti, pa vse gnjavi za svojo idejo, kako bi oni lahko nekaj, ne. V bistvu ti si imel ravno ta drugi pristop, ko si začutil, si verjetno tudi malo na šalo, ne, tako si rekel, jaz mislim, da vi rabite, ne, in je vse skupaj simpatično izpadlo in so te v bistvu ljudje spustili zraven, ne. Ja, v bistvu na nek tak način je šlo sproščeno, no, ni bilo nobenega pritiska, takrat so tudi v tistem času, ko sem jaz začel delati luč za bende, so imeli lučkarja,
Siddharta, pa Šankrok, pa noben drug, pa Dande. In je bilo še ful prostora tu. In sem imel tudi to srečo, da je bil ta prostor, in da se je počasi scena razvijala in bendi so si želeli postati tudi vizualni. In sem bil mogoče na pravem momentu tam, ker recimo 5 let potem, pa vsi bendi so hoteli imeti lučkarje, ne? So že bendi hoteli, ne? Jaz sem pač na začetku izkoristil to, da še niso niti vedeli, kaj je to lučkar, ne? Tako da, ja, je bilo kar zabavno, no. Ampak je ful razlika, mislim, jaz sem mogoče to najbolj letos v bistvu tako dojela kot laik, kot gledalec, ne? Ker sem se malo bolj intenzivno udeleževala prireditev, pa to festival Lent, in sem res videla razlike, mislim, na odrih, kjer luči sploh ni bilo, oziroma so bili rumeni reflektorji, ali pa recimo Večerov oder, kjer so se delale profesionalne te luči in je pač neverjetno, mislim, za mene je to umetnost. Umetnost je tudi, ko vidim, koliko gumbkov in knofkov in teh nekih poteznih imaš ti tam na tej plati. Ampak najbrž za tebe je zdaj to že zelo, ne vem, enostavno, ali še vedno ti je izziv, recimo, ustvariti luči za to plato, oziroma ne vem, kako se temu sploh reče. Temu se reče mešalna miza za luči. Mešalna miza za luči, lahko bi. To, ko je mešalna miza za zvok, je tudi mešalna miza za luči, ne? To v bistvu ni nič druga, kot en računalnik, ki noter v njega pripelješ en ali več kablov, na katere so povezane luči in ti preko tega to upravljaš, ne? On spušča določen signal in vsaka luč reagira na ta določen signal. Mislim, cel proces je zelo enostaven, ampak mogoče vsem preveč zapleten, da ga zdaj razlagam. Ampak to, kar si vprašala, ja, vsak koncert je izziv, ker na vsakem koncertu so luči malo drugače postavljene, malo drugačni pogoji so, enkrat piha veter, enkrat ne, in vedno je treba se prilagoditi in poskusiti narediti iz take situacije, ko je čim več ven, ne. Tako da vedno je malo drugače. Tudi če isti setup postavljaš na različnih prostorih, je vedno malo drugače. Tako da nikoli ni dolgčasno. Ampak bi ti za sebe rekel, da si umetnik tudi? Mislim, gledaš na to svoje delo kot na umetniško delo ali bolj tehnično delo? Kaj si ti, tehnik ali umetnik? Ali si nekaj vmes? To je prepleteno eno z drugim, mislim. Jaz mislim, da je to, ne vem, včasih moraš biti 80% tehnik, pa 20% umetnik. Včasih moraš biti 80% umetnik, pa 20% tehnik, ne? Čisto odvisno od pogojev. Je pa to, recimo od 20 let nazaj do zdaj, je postala veliko bolj tehnična stvar, zaradi tega, ker je treba znati veliko o mrežah, networkingu, drugačnih povezavah. Včasih si imel te mešalne mize za luč, so bile veliko bolj enostavne, ne? Zdaj pa so to že kar zahtevni računalniški programi, z zahtevnimi uporabniškimi vmesniki in je pač to recimo malo teže, tako da moraš biti kar malo računalničar včasih, da vse to rata. Moraš imeti pa, ne vem, s temu ne pravim umetnost, ampak spravim, da moraš imeti feeling za muziko ali pa za event ali pa za oddajo, karkoli pač delaš, gledališko predstavo. Eni pač temu pravijo umetnost, jaz rečem feeling. Ja, sej, ampak to, ko si glih omenil feeling za muziko, ne, meni se tudi zdi, pač jaz sem tudi opazovala vas zdaj recimo lučkarje tam dol z balkona, ki sem vas dol gledala in večina vas kar pade noter, ne, in se mi zdi, da je to kar pomembno, da ti v bistvu padeš z muzičarji, ki so na odru v isti vibe, da potem ustvariš, jaz ne vem, si ti narediš naprej tudi kakšen program luči na njihove komade ali je tudi kaj prostora za spontanost na teh nastopih, recimo, da ti v bistvu tam na licu mesta kaj narediš tak, kako se ti zazdi po feelingu? Ja, v bistvu večji koncerti so, manj je prostora za spontanost, ne? Drugače pa, recimo, ne vem, koncerti, kot je recimo bil na Lentu Večerov oder, tu se vse odvija zelo spontano, ne? To pomeni, da si ti pripraviš vnaprej recimo neke scene, programe, efekte, ki jih potem v živo prožiš, ne? Kar pomeni, da se enkrat odločiš mogoče za enega, enkrat za drugega, ne vedno za istega pri istem komadu, ampak glede na to, da
recimo, če vzamemo za primer Kreslina, s katerim sem bil na Lentu, jaz njegovo glasbo poznam, ker delam z njim že, 10 let in vedno približno isto stvar naredim v istih skladbah, ne. Sam da od odra do odra se to malo spreminja, ker so odri različne luči dobiš in tako da so vedno neke variacije, ampak toliko si že navajen njih, oni tudi komad isto igrajo, ne, zakaj bi zdaj mogel vedno drugače, razen če se nekaj novega spomniš, ne. In pol v bistvu, ampak vedno je pa, so te koncerti, recimo večinoma tudi v Sloveniji, so zelo spontani, ne. Večje tuje produkcije, kar sem delal pa v tujini, to je pa večinoma vse vnaprej sprogramirano in je vedno čim bolj isto, kakor je možno, no. Tako da tam je pa tega veliko manj, ampak je pa veliko več tehnične priprave. Recimo tu je ta umetnostni del inputa ful manjši, ker to se že vse prej naredi. In je treba samo tehnično speljati, ne. Na koncertih, kot je recimo Lent, pa v bistvu se dela veliko sproti, kar pomeni, da ti tehnično vse pripraviš, pol pa sproti recimo miksaš, ne. Po feelingu. Po feelingu, ja, tako. Ti v enem intervjuju sem tudi zasledila, da si rekel, da je dosti tehnikov v bistvu propadlih muzičarov in da si eden izmed takih tudi ti. To me zanima, kaj si poskušal v bistvu kot muzičar, kaj si bil, oziroma si kaj igral, ali si pel, ali kak je bila ta zgodba, ti poskusi, no? Niso bili niti poskusi, mi smo bili kar resen band. Ne vem, če si kdaj slišal za skupino Aperion, recimo temu Symphonic Metal. Ampak smo kar dosti naredili, sploh kar se v Sloveniji tiče, smo prišli zelo visoko in tudi zelo so se odpirala vrata v tujino, ampak pač vsaka taka zgodba se enkrat zaključi, ne. Tako da se pač tudi jaz štejem med propadle muzičarje, ne. Smo pa kar dobrih 10 let delovali in bili zelo pridni, no. Ampak bi rekel zdaj, kak je recimo zdaj, ko si torej izkusil življenje muzičara in istočasno pač zdaj živiš kot lučkar, pa če zdaj to poveževa še s privatnim življenjem, ne, kaj je boljše, biti muzičar ali lučkar v povezavi s privatnim časom in življenjem? Vse ima svoje prednosti pa slabosti, a ne. Zdaj, če si muzičar, moraš se dosti ukvarjati z, ne vem, jaz sem bil dosti vodja benda in sem se pač ukvarjal dosti tudi z managementom in vsem, ker pač nismo imeli denarja, da bi imeli zunanje ljudi, ne. In sem se v bistvu cele dneve ukvarjal s tem in organiziral stvari za band in rihtal koncerte in tako naprej. In ukvarjati se moraš dosti z mediji, dosti bolj si izpostavljen, ne. Zdaj pa kot lučkar oziroma kot nekdo malo bolj iz ozadja, pa še vedno si v stiku s to sceno, ne. Ampak ne rabiš se z ničemer ukvarjati, ne. Ko je konec koncerta, pospraviš svoje in imaš mir, kar je včasih zelo dobro, ne. Ko nekoga mediji ali pa fani zelo fejst napadejo, ne. Je pa pač priprava veliko bolj zahtevna pa dolgotrajna, ker če so večji koncerti, so včasih ti 2 noči prej delaš od, ne vem, po 18 ur na dan, da pol spelješ, da se spelje koncert v 1 uri, a ne. Tako da vse ima svoje prednosti pa slabosti, no. Odvisno, kaj ti bolj leži. In kaj tebi bolj leži? Ja, trenutno luč, ne. Ampak tebe je ta luč dejansko pripeljala v Sydneysko opero. Povej mi, prosim, kakšen je bil tvoj feeling, veš, ta notranji feeling, ko prideš na taki prostor in si odgovoren za luč? Mislim, Sydneyska opera je zelo, eden od najbolj legendarnih koncertnih prostorov. Ever, ja. Par takih sem tudi še obiskal v življenju in sem ful hvaležen tu Čelos, da sem videl in izkusil te venue. Ja, to je bil predzadnji koncert turneje in jaz sem se celo turnejo že tresel, kako bo ta Sydneyska opera, ne. Poleg tega pa se je še snemalo in poleg tega je bil čisto nov program, kar pomeni, da sem imel res zahtevno nalogo, ker tega programa praktično nisem slišal še v živo, razen na CD-ju, in snemalo se je z simfoničnim orkestrom in
je bil ful pritisk za mene, da sem se vse zmenil, ker to je bilo treba prej vse uskladiti, kje bo kaj stalo, ker tam v Sydneyju so zelo natrpani, vsak dan je nek event, ne. In je bilo tudi časovno zelo natesno in vse, in pol, ko enkrat prideš tja, pa vidiš, da to sploh ni tak grozen plac, to je v bistvu recimo malo večji Cankarjev dom, ne, ampak pol te vse spusti, ne, ampak predtem pa je bil to en najbolj psihično napornih koncertov v tistem letu, ne, zaradi tega, ker pač ne poznaš in je prostor legendaren in se res bojiš, da boš nekaj narobe naredil ali karkoli. Poleg tega pa se še snema z filmsko ekipo, res je bila dobra izkušnja, no, ampak je bilo res ful naporno. Recimo tisti dan nisem imel časa niti za kosilo, tako da večerja ob polnoči je bila prva stvar po zajtrku. No, ampak to se mi zdi tudi take stvari, to je taka doživetja, ki jih šele potem, ko prideš čez nekaj časa, v bistvu jih zares absorbiraš nekaj sebe. Ja. Si toliko naprej nabiješ, koliko je to pritisk in to, da v bistvu šele bolj, ko te spusti ta euforija, v bistvu lahko ugotoviš, koliko je bilo v resnici kul, ne. Ja, res je. To pride res za tabo in šele pol, mogoče po parih dneh vidiš, kje si bil, no. Tako da res neprecenljive izkušnje, no. Črt, kaj bi ti rekel skozi pač vso to svojo zdaj kariero, pa življenje, pa to, kaj so ta neka ključna spoznanja za tebe, ali pa recimo lekcije, rečemo lekcije pač, ki si jih osvojil, da si močnejši danes zaradi tega? Težko je reči, ne. Jaz mislim, da treba je slediti občutku. Res sem dobil veliko izkušenj z različnimi ljudmi in v bistvu, kolikor se le da, poskušam, da me vodi načelo tega, da delamo entertainment, se pravi, zabavamo ljudi, čeprav mi nismo neposredni, ampak pomagamo izvajalcu na odru, da boljše izpade, a ne. In glede na to tudi poskušam recimo v odnosu s produkcijami, ki se srečuješ, vedno to sfurati čim bolj sproščeno in normalno, brez nekih živčnih izpadov, če res to ni potrebno, a ne. Ker veliko več problemov se lahko reši na sproščen način, ko pa če se znašaš tam nad enimi ljudmi, ki mogoče na koncu niso niti krivi za neko napako, ki se je zgodila na karkoli. Tako da vedno poskušam imeti sproščen odnos, obrniti se na šalo in poskušati to zvoziti sproščeno, če se le da. To mislim, da je odlično izhodišče tudi za danes, za dan, tako da Črt, hvala ti, dragi poslušalci in gledalci, odnesite si torej ta nasvet, v bistvu imejte to v mislih, bodite umirjeni, poskušajte najti dobro v situacijah, obrniti na šalo, ostati sproščeni, ker itak z nervozo in živčnostjo ne rešimo nič, z sproščenostjo, prijaznostjo in človeškostjo pa delamo velike stvari, tako kot tudi Črt Birsa, ki je bil danes z nami. Črt, hvala ti še enkrat, vam pa lep dan še naprej. Adijo! Hvala, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.